Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer. Če hočete vse svoje življenje živeti za zaprtimi stenami, torej da živite samotno, osamljeno in bedno življenje, potem kar nadaljujte. Vendar vam priporočam, da zrušite vse vaše zidove in pustite, da vas Bog varuje. On pravi, vsi vaši zidovi se bodo imenovali mir. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vaše življenje bo boljše. 29. vrstica. Vzemite svoj jarem in se učite od mene. Všeč mi je to. Vzemite nase moj jarem in se učite od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam. Jaz sem krotak, ponižen in v srcu prijeten. Našli boste mir, okrepčilo, razvedrilo in blagoslov za svoje duše. Kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Jarem ni oster, zoprn, trd in nadležen. Sedaj vam moram povedati, da sem bila mnogo let ostra, zoprna, trda in nadležna ženska. Mislim, da sem v določenem trenutku bila prijazna. Vendar ni trajalo dolgo, ker so me zelo hitro v otroštvu začeli zlorabljati. In tako si pridobite trdoto za svojo dušo, kajti to je edini način, kako se lahko ubranite. Jezus je prišel, da bi zlomil ta oklep trdote in dopustil te stvari, ki so še vedno v naši notranjosti, da se razlijajo ven. Amen. Jezus je rekel, daj pridi k meni, jaz nisem trd, oster, zoprn, ampak sem ponižen, prijazen, krotak in prijeten. Naj ti pokažem, kako dober hočem biti do tebe in potem vzemi to in se nauči od mene ter posreduj to sporočilo svetu. Dajte no, vi ste priče vse povsod, kamor stopite, vsak dan. Če je bil kdo do vas zelo nepravičen in ste mu odpustili, potem ta ne ve, kaj bi storil z vami. Rada imam Psalm 37, 25. in 26. vrstica. Pravični je usmiljen in ves dan razdeljuje. Rada imam to. Mogoče morate več kot enkrat na dan biti radodarni. Ali ste na to pripravljeni? Ali je kdo pripravljen na to? Kaj pričakujete od ljudi? Ali pričakujete, da bodo ljudje popolni, da vam bodo vedno ugajali, da bi vam dali prav to, kar hočete vi in ko vi hočete? Vi se s takšnim stališčem pripravljate na razočaranje. To razočaranje se lahko spremeni v jezo. In jeza se spremeni v zagrenjenost. Zagrenjenost se lahko spremeni v zamiro in zamira se lahko spremeni v popolno neodpuščanje. To pa samo zato, ker ste pričakovali nekaj, kar ni bilo mogoče. Včasih sem mislila, da mora moj mož David skrbeti za to, da sem jaz srečna. Resno vam govorim. Bog se je kar nekaj let trudil v tej smeri, da mi je pokazal, da je sreča odvisna od mene in da to ni Davidova odgovornost. Ves čas sem pričakovala, da me bo David osrečeval. Veliko let sem potrebovala do spoznanja, da sem sama odgovorna za svojo srečo. To je bila posledica, ker sem bila negotova zaradi zavrnitve v mojem otroštvu, vendar ni naloga nekoga drugega, da se vi dobro počutite. Res je tako, vem, kaj si mislite. Naj še enkrat ponovim, ni naloga nekoga drugega, da vas ves čas osrečuje. Svetopismo pravi, da kralj David najde svojo spodbudo v Gospodu. V Gospodu. Amen. Naj vam nekaj povem. Moramo se naučiti delati za Boga in pričakovati plačilo od Boga, ne pa od ljudi. Vsi mi sedaj prisluhnite, to se imenuje duhovna zrelost.
Ena stvar, ki mi je zelo pri srcu to leto, da zares poskušam na različne načine ljudi spodbuditi k odgovornosti za svoje življenje. Vi niste preveč navdušeni nad tem, a ne? Veste, da, želim si, da me moj mož David osrečuje. Mislim, da ne morete imeti dobrega osebnega odnosa, če ljudje drugega ne osrečujejo, vendar pa mu nikakor ne morem naložiti vse odgovornosti za svojo srečo. Veste, da potrebujem njegove spodbude. Vendar, kaj pa, če potrebujem to spodbudo na dan, ko je on na to pozabil? Gospe, koliko izmed vas ve, da možje vedno ne dojamejo? Mislim, včasih. Včasih storijo to, vendar pa ne vedno. Veste, imela sem nek virus, skoraj en teden, in vsako jutro sem povedala Davidu o moji virozi. Hotela sem samo, da on ve, da imam to nadlogo. Seveda sem hotela, da bi prišel in rekel, ojoj, draga moja ubožica. Namesto tega pa mi je rekel, a res, jaz sem imel to prejšnji teden. Pa sem rekla, zakaj mi pa tega nisi povedal? Odgovoril je, saj mi ne bi mogla pomagati. Potem, ko sem bila bolana že 5. dan in sem mu to ponovila, je rekel, veš, mogoče je samo vreme. In nato sem naslednji dan nekaj jedla, ponudila sem mu, on pa je rekel, mogoče ne bi smel jesti za tabo. Rekla pa sem, pa menda ne boš dobil tega zaradi vremena. Amen. Če pričakujete od ljudi, da vam bodo vedno v vašem življenju dali to, kar si vi želite, če boste pričakovali od svojega šefa, da vam bo dal povišico in je ne dobite, potem lahko postanete jezni, ga začnete sovražiti in lahko poveste vsakemu sodelavcu, kar si mislite o njem. To ne bo prizadelo njega. S tem ne boste dobili napredovanja, niti povišice, lahko pa vas odpusti. Zakaj ne prinesete tega pred Boga? Veliko preveč stvari prinašamo pred ljudi, ki bi jih morali prinesti pred Boga. Janezov evangelij nam pravi v 20. poglavju, da Jezus ni bil razočaran nad obnašanjem svojih učencev, ker je poznal človeško naravo. Ni mu bil sicer všeč način, kako so se apostoli obnašali, vendar pa zaradi tega ni bil uničen. Rekli mi boste, a nam hočeš povedati, da če bodo ljudje z nami slabo ravnali, da jim to pustimo? Seveda ne. Jezus se je s stvarmi soočil, vendar pa je tudi usmiljen. Da vam spregovorim o tem dejstvu. Poglejmo v Janezov evangelij 20. poglavje, 24. vrstica. Tomaža, enega izmed 12, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko se je prikazal. Janez govori o prikazovanju Jezusa učencem, ko je Jezus že umrl in vstal. Drugi učenci so mu torej pripovedovali, Gospoda smo videli. On pa jim je rekel, če ne vidim na njegovih rokah sledov žebljev in ne vtaknem prsta v njegove rane in ne položim svoje roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. Ojej. Ali ste kdaj pomislili, zakaj v Svetem pismu ni Tomaževega evangelija? Na to vas samo opozorim. O njem je le stranska opomba. Čez 8 dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaklenjenih vratih, stopil v sredo mednje in jim rekel, mir vam bodi. Potem je rekel Tomažu, daj svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in jo položi v mojo stran. In ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž je odgovoril, moj Gospod in moj Bog. Tu je zanimiva stvar.
Jezus ga ošvrkne zaradi njegove nevire, vendar mu pride nasproti tja, kjer je on sam. Rada imam to. Veste, če si hočete odpreti vrata, da pomagate nekomu iz njegovih problemov, jih morate najprej srečati tam, kjer so. Ne morete čakati na to, da se bodo stvari uredile, tako da se lahko z vami pogovarjajo in jim podelite svoje izkustvo. Vi se morate potopiti v probleme ljudi in jim ne praviti o njihovi zmedi, dokler vam Bog tega ne dopusti, in če vam sploh kdaj dopusti, je to ponavadi kar čez dolgo časa. A ne mislite, da je posebej zanimivo, da se je Jezus moral posebej prikazati? Prav zaradi Tomaža, da ga prepriča v vstajenje. 29. vrstica. Jezus je prišel do njega in rekel: Jezus mu je rekel, ker si me videl, Tomaž, zdaj veruješ. Še raje imam naslednje besedilo: blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati. Amen. Govorimo sedaj za nekaj trenutkov o Marti. Lukov evangelij 10:38. Ko so potovali, je prišel v neko hišo in žena po imenu Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki je bilo ime Marija. Ta je sedla Gospodovim nogom in poslušala njegovo besedo. Nočem samo, da sedaj berem to besedilo vam, ampak da se sami postavite v to zgodbo. Jezus je prišel v njihovo hišo. Verjetno so imeli tudi kaj za pojesti. Dvomim pa, da so bili tam samo Jezus, Marija in Marta, verjetno so bili tudi drugi gostje. Marija je takoj na začetku bila tako navdušena, da je Gospod tam, da je vse pustila in sedla k njegovim nogam in srkavala vsako besedo, ki jo je izrekel. 40. vrstica. Marta, ki je bila preveč zaposlena in je bila raztresena zaradi strežbe, je pristopila k Jezusu in rekla: Gospod, predstavljate si sedaj to sceno. Marija, ki sedi pri njegovih nogah, ga neprestano gleda in srkava vsako njegovo besedo. Predstavljali si bomo, da so tudi drugi ljudje naokrog. Mogoče so, mogoče ne. Vendar pa imamo veliko zabavo, če že lahko. Vsakdo gleda, ko Marta pristopi in mu reče: Gospod, ti ni mar, da me je pustila moja sestra delati, ona pa tukaj sedi in ne dela nič? Marta je bila popolnoma duhovno nezrela in popolnoma izven konteksta. In zato je Jezus rekel: Marta, Marta. Ne poskušam posnemati njegovega glasu, vendar pa gotovo ni rekel: Marta, Marta. On se je soočil z njo in jo je popravil. Vendar jo je sprejel tam, kjer je bila. Dajte no. Saj ne pravim, da dopustite ljudem, da bi z vami delali, kar se jim zljubi, vendar tu je neka stvar in to je ključna stvar. Velikokrat, in še posebej v zgodnjih letih najinega zakonskega življenja, mi je David rekel, da so moje navade slabe. Rekel mi je tudi kaj drugega, vendar jaz tega nikoli nisem sprejela za dobro. Vendar veste, da je dobra stran tega bila, da sem rekla: Ne, nisem to. Ampak takrat še nisem bila v misijonski službi. To je bilo potem, ko sem postala sveta. Veste, dokler sem se lagala in vse to. Tako vesela sem, da sem svobodna. Tako vesela sem, da sem svobodna. Tako vesela in ponosna sem, da vam lahko povem resnico in mi ni potrebno, da sem popolna in mi ni potrebno, da bi na koga napravila vtis. Jezus je prišel za bolne in ne za tiste, ki so čisto v redu. On se je soočil z mano, vendar me ni nikoli nehal ljubiti. To je neka stvar, ki jo hočem podeliti z vami. Veste, David je bil z mano pošten, vendar pa me ni nikoli zavrnil. Mi pa pogosto napravimo naslednje. Nekdo nas rani, mi ne molimo glede tega, ampak mu v obraz vržemo, naj se pobere iz našega življenja. Dajte no.
Nato si postavimo vse mogoče zidove in si mislimo, ti me ne boš več ranil, ti ne boš več prišel v moje življenje, ne bom te več povabil, ne bom govoril več s tabo in ne bom prišel več v tvojo bližino. Morate si zapomniti, da ko se obdate zidovi, da bi druge ločili od sebe, se sami zaprete v obzidje. Torej, če želite živeti svoje življenje za zidovi in preživeti osamljeni, v samoti in bedi, potem kar nadaljujte s takšnim življenjem. Vendar vam predlagam, da porušite vse svoje zidove in dopustite, da je Bog vaš zid in obramba. On pravi, vsi vaši zidovi se bodo imenovali mir. Amen. Pismo Galačanom 6:1 nam pravi, kaj naj storimo, če moramo koga opozoriti. Všeč mi je to besedilo. Poglejmo Galačanom 6:1. Bratje, če zasačite koga pri kakšnem prestopku, ga vi, ki ste duhovni, gotovo ste to vi, ki ste duhovni, dovzetni in vas vodi Sveti Duh, bi morali ga najprej spraviti na pravo pot. Jaz imam rada ta del. Naj te postavi na pravo pot, prijatelj moj. Postaviti ga na pravo pot in popraviti njegovo stanje. Pomagajte jim, da jim poveste resnico. Povejte jim resnico, vendar to storite z ljubeznijo. Vi ste še vedno moji prijatelji, jaz vas ne zametujem, jaz sem tudi napravila veliko napak, vi ste še vedno v igri in niste zunaj. To storite ne, da bi za to imeli posebne pravice in z vso nežnostjo. Z vso nežnostjo, kakor Marta, Marta. Ali tukaj, Tomaž, če že moraš. Ali vam ni všeč? Kakšne so nekatere značilnosti drže usmiljenja? Usmiljena oseba ne izreče napak drugih, razen če ima za to tehten razlog. Ne morete verjeti, kaj vse sem slišala o Jani Novak. Ne boste verjeli tega, kaj je ona storila. 1. Petrovo pismo 4:8, ljubezen pokrije množico grehov. Pregovori 10:12, sovraštvo zbuja prepire, ljubezen pa prekriva vse napake. 1. Mojzesova knjiga 45. Jožefovi bratje so se vrnili, potem ko so s Jožefom tako surovo ravnali, bil je v zaporu 13 let za nekaj, česar ni storil. Sedaj ga je Bog povišal in ne človek. Bil je drugi najpomembnejši človek za faraonom. Nihče ni imel toliko moči kot Jožef, samo faraon je bil nad njim. Bila je lakota, vendar Bog je postavil Jožefa na mesto, da je nadzoroval vse zaloge hrane. Njegovi bratje, ki so sedaj stradali, so prišli do Jožefa in niso vedeli, da je Jožef. Končno so ga spoznali. Vendar preden so ga spoznali, se jim je on sam razodel in je rekel drugim ljudem, pripeljite jih v sobo in vsakdo drug naj odide ven. Dajte, no, to je dobra zgodba. In za takšno obnašanje obstaja razlog. On je vedel, da jih bo pripeljal v Egipt in da bo skrbel zanje in za njihove družine. In on ni hotel, da bi kdorkoli v Egiptu imel slabo mnenje o njih ali da bi z njimi slabo ravnal. On jih je zavaroval. Dajte, no, z njim je govoril na samem, ker nihče drug ni mogel videti ali slišati, kaj so storili.
Ni čudno, da ga je Bog povišal. Naj končam z naslednjim, usmiljenje. Zavedati se morate, da usmiljenja si nikoli ne moremo zaslužiti. Če čakate, da ste milostni nekomu, ki si to zasluži, potem ne boste nikoli do nobenega usmiljenja, ker usmiljenje se ne zasluži, potem je to nekaj drugega. V Matejevem evangeliju 12. poglavje 7. vrstica pravi Sveto pismo: usmiljenja hočem in ne daritve. Poglejmo to iz dveh zornih kotov. Ko napravite napako, vam Bog hoče dati svoje usmiljenje. On noče, da bi žrtvovali, da bi s tem zadostili. Jaz ne govorim sedaj o stari zavezi žrtvovanja živali in podobne stvari, vendar pa mi žrtvujemo ali poskušamo žrtvovati, da bi zadostili za svoje napake. Napravite napako in zagotovo ta dan ne morete biti srečni. Mislim, sa ne morete iti kar naprej in ste tisti dan srečni, ko se zlažete. Vi se napotite v žalovanje s povešeno glavo. Ne upate se niti moliti in prosite Boga za karkoli, zagotovo pa ne za karkoli velikega, kajti vse to morate plačati, ne nazadnje. Dajte no, ali kdo ve, kaj to pomeni? Jezus je vendar rekel, če bi vedeli, kaj pomeni usmiljenja hočem in ne daritve. Če pogledamo z druge strani, Bog hoče, da je do nas milostljiv, in ne, da bi drugi ljudje žrtvovali, da bi se tako nekako dokopali do Božje milosti. Nisem prepričana, da vam je to preveč všeč. Nekateri izmed vas ste kot... vem, kaj mislite. Nekateri izmed vas mislijo čisto določene situacije in si mislite, potem pa bodo vsi hodili po meni. Vem, da me bodo izkoristili. Nisem vam rekla, da pustite, da ljudje hodijo po vas. So določene situacije, kjer je bolje za vas, da se odmaknete od nekaterih ljudi, da se z njimi ne družite, vendar pa še vedno lahko imate usmiljeno držo do njih. Tudi ko govorite o njih ali molite zanje, lahko imate to držo. Odvisno od vaše drže. Vse je odvisno od srčne drže, kako vidimo ljudi. Veste, mi smo lahko usmiljeni do ljudi, ki so v zaporu. Ne vem glede vas, vendar v mladosti sem napravila nekatere stvari in če bi me takrat ujeli, bi bila skupaj z njimi. Dajte no. Ne vem o vas, vendar so mene spolno zlorabljali 15 let, lahko bi postala prostitutka. Ni mi potrebno, da bi obsojala prostitutke in bi do njih imela slabo držo. Vendar po Božji milosti sem tukaj. Ni potrebno, da sodim ljudi, ki so odvisni od česa v svojem življenju. To mi je bilo prizanešeno zaradi Božje milosti. No, nekajkrat sem se napila, ampak ni mi bilo všeč, raje se kontroliram in raje druge kontroliram. Zato sem s tem nehala in to je že dolgo nazaj. Nočem nič od tega, da ne bi vedela, kaj delam. Vendar pa bi lahko šla po tej poti. Mnogo bolečin sem imela v svoji duši, vendar po Božji milosti. Dajte no. Po Božji milosti sem tukaj. Dajte, slavimo Gospoda. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.